Dobrodošli nazaj. Evo, ta teden, v bistvu prejšnji teden, smo imeli gosta bikefitterja Dejana Vračiča, tako da ste malo ugotovili, kako se kaj nastav, da boste udoben kolesarili. Tako da je edino pravilno, da ta teden gostimo enega trenerja, kondicijskega trenerja, pa še marsikaj drugega, saj kakor so se zdaj pogovarjala na začetku. Se pravi, od tega, da je kondicijski trener za alpske smučarje, razne kolesarje, od slopestylerjev, downhillerjev, zvezde slovenskega BMX-a Remca. Tako da, evo, Gašper, kako sem te predstavil, če imaš še kaj da zadodati ti, kar... Boljška žena, ne? Za vsak začetek, za neko dobro osnovo, da jo dobiš, je dober najprej ojačati kor, zaradi tega, da pol dejansko sploh lahko druge vaje z večjo težo, pa to sploh začneš delati. Definitivno. Tako kot sem prej rekel, get long, get strong, train hard. Okay. Se pravi, vsak vadba kondicijska ne sme in ne more biti vadba, zaradi katere se poškoduješ. Okay. Ne sme in ne more biti. Se pravi, to je vadba, ki te varuje pred poškodbami v resnici. Ne? In ti omogoči dobre rezultate v tvojem izbranem športu, kar pomeni, da ti bolj kondicijsko vadbo prilagodiš temu športu. Jaz imam mogoče ta privilegij, da zelo kompleksnimi športi se ukvarjam, mogoče ne je bil dober kondicijski trener enega, ki je mogoče na velodromu, ker so zelo specifične stvari, ali pa mogoče enega plavalca na 200 metrov, ampak s temi bolj kompleksnimi športi pa ja. V glavnem, ja, vedno stabilizirati trup. Medenica, ja, marsikdo se ne ukvarja prav veliko z medenico, tako da ne. Okay. Če bi dal marsikomu za narisati, ne bi sploh vedel. Kako so pa to naredili? Ja, ravno to, ne, da medenica funkcionira kot del trupa in se vrtiš v kolkih, ne, da se kriviš, kot soseda na vrtu, pa križ boli že 40 let. To vem, da je tudi, rečemo, že za bike fitting je to zelo pomembno, da imaš ta prav sedež. Verjamem. In zdaj mi je, ko si to omenil, je pač to v kolesarstvu mora biti najbrž zelo pomemben, ker se spomnim sebe lani, ko sem praktično sedel za računalnikom, v fitness nisem nič delal, vaj nisem, mogoče sem malo joge delal vsake toliko časa, to je bilo pa to, bil sem na kolesu, ker za spodnji del hrbta sploh ni najbolj, sploh cesten kolo. Ja. In se spomnim tako, ko smo šli v klanc gor, pa ko je eden malo bolj pritisnil, jaz ni šans, da sem sploh lahko vstal. Jaz sem pa sedel, mogoče sem lahko malo bolj pritisnil, ampak ni bilo pa tisto, da bi jaz lahko še šprint naredil ali pa nekaj, pač se ni dal. In prva stvar letos, ko sem si rekel, poleg tega, da me je že hrbet začel boleti, sem rekel, ok, zdaj imam pa jaz tega dost, na srečo se je fitness odprl v stavbi in zdaj lahko hodim, ne vem, danes sem prišel, kdaj je bene, pol petih na šiht, sem delal 5 ur, okrog malo čez 10 sem šel v fitness, koliko je zdaj ura, 6, pol 7, evo, cel dan sem pač škle, sem že navajen na tak delovnik in mi je, skratka, v redu mi je, ker najprej sem to začel delati, praktično sem sam vaje za kor delal. Prvih 14 dni, en mesec sem sam to delal, mogoče sem še kdaj na uteži, ampak zelo malo. In zdaj, šele rečemo na začetku, če mi kdo rekel, da moram skočiti 1 meter visok na nekam gor, ni šans, da bi lahko skočil. Zaradi tega, ker sem bil toliko defekten, ko naj temu rečem, pač se ni dal. Zdaj, po 3 mesecih dobrih, pa sem hodil glih do 14 dni nazaj, sem bil vsak dan v fitnessu. Mislim, se sem še zdaj, ampak zdaj delam tako kakšen dan sam kardio, zanj sem šel kardio pa jogo delati in se to res pozna, da sem najprej delal sam vaje za kor, zato ker je v bistvu čisto po vseh vajah, ki jih delaš, ti v bistvu tudi kor dela. In če se to najprej, in to se mi zdi, da mi bo zdaj tudi na kolesu pomagal. Ja, dobro si rekel, ne, mislim, kolesari sploh cestni nimajo najbolj hvaležnega položaja za ledven del trupa, ne, ker naraven položaj hrbtenice je, da je v ledvenem delu lordoza, kar pomeni, da je hrbtenica obrnjena proti trebušni votlini, ne. V položaju telesa na kolesu pa ravno obratno, imaš pa v bistvu neke vrste pukelj, narediš, ne, kar pomeni, da sigurno ni. In verjetno nobenega ne bolijo, predstavljaj si, da nikogar ne bolijo gležnji pa kolena, ki ves čas vrtijo, bolite pa hrbet kriša.
Tako da ja, sigurno je to, si predstavlja, da je to ekstremno pomembno, kakšen imaš položaj. Ja, mislim, kor je, se mi zdi, da bi rekel, ta prve vaje, ki bi jih mogel skoraj da na vsak kolesar začeti delati, če gledajo vsaj off-season. No, če govorimo o kolesarjih, kaj šele v vseh ostalih športnikov, ki pa stojijo, kaj pa kor v bistvu neka povezava, medenica, neka povezava, pa trebušne mišice med zgornjim in spodnjim delom telesa. Ti na kolesu sediš, tudi cikličen šport je, ni naenkrat velike sile, ampak je cikličen, v bistvu sklepom ekstremno prijazen šport. Če so pa to neki športi, ki so povezani s spremembami smeri, zelo hitrimi, z velikimi hitrostmi, z ogromnimi silami, pa brez tega ni jela. Je pa to zelo pomembno. Evo, ali sem se nekaj naučil, pa še kakšno potrditev sem dobil, da sem saj nekaj v redu začel delati. Tega so se že malo dotaknila, pa vsem trening z večjim številom ponovitev in manjšo težo ali manj ponovitev z večjo težo? Ja, na začetku, se pravi po uvodnem treningu, koliko časa že potrebuješ, da se naučiš vse tehnike in teh stvari, o katerih sem zdaj govorila. Najprej trening z veliko težo, z manj ponovitev. Jaz delam na začetku 10 RM z vsemi, ne z vsemi, pač to je ideja, 10 RM z minutnimi odmori. To je za rastni hormon, za dvigan testosteron so velika bremena, manjše število ponovitev. Se pravi, ko postanemo močni, probamo postati pol še hitri in močni, a temu rečemo eksplozivnost, v bistvu nek power. Potem pa temu pa sledi ali vadba za eksplozivnost, se pravi pliometrične vaje, če smo v športu, kjer želimo biti zelo eksplozivni, ali pa trening lokalne vzdržljivosti, ali pa greste tudi z roko v roki, če imamo šport, v katerem se zelo zakisamo, ne vem, mogoče tudi kolesarjenje, ene vrste kolesarjenja, sigurno je to velik omejitven dejavnik. Se pravi, najprej bazo narediš, se pravi, postaneš močen, postaneš hiter, pa dodaš še vadbo za lokalno vzdržljivost, kjer so pa manjša bremena, nekih 40-50% maksimuma, pa veliko število ponovitev. Ja, se vidim, da se to kar ponavlja, tudi rečemo pol s temi, ko bi rekel, pripravami oziroma poletnimi treningi kolesarjev, ker tam se tudi najprej se dela baza, se pravi daljši treningi, ne toliko intenzivni, pa se pa pač stopnjuje, zato da polkasti na dirki, da lahko pač daš vse od sebe, pa pač pa počitek, sam do tega bo še prišla. Ja, nekih 50 let po mojem se že kar natančno ve, neki okviri so, kako bi bilo treba, pa 40 let, kako je bilo treba trenirati. Tako da zdaj so v bistvu to neke nijanse. Pa kaj se mi zdi, da je tudi od vsakega posameznika malo odvisen, kaj komu bolj ustreza, kaj ne. Ne vem, se mi zdi, da eni ali so navajeni na določen tip treninga, da hitrejš pridajo do nekega nivoja, ali misliš, da je praktičen, da so, tako kot si rekel, da se moramo praktično vsi držati istih pravil? Jaz bi rekel, da se držimo bolj kot ne istih pravil, ne smemo pa pričakovati, da bodo vsi varovanci isto napredovali. Ker smo si toliko ekstremno različni, jaz tudi pri svojih vidim, s katerimi sem sodeloval, pa še sodelujem. Nekateri imajo kvalitete pri enih stvarih, mogoče tisti, ki so lažji, da jim reči kenijski atleti, bojo boljši v vzdržljivosti, eni so hrusti, bolj pikniški ali pa atletski, tisti bojo dobri v moči in bojo trpeli in bojo v moči zelo hitro napredovali, pa bojo trpeli pri vzdržljivosti in obratno, tisti, ki so zelo suhi, gracilni, bojo zelo hitro napredovali v vzdržljivosti in bojo veliko počasneje v gibljivosti ali pa sploh po moči. Se pravi, neka genetska zasnova. Ja, sigurno. Okay. Statične vaje ali dinamične vaje? Oboje. Mogoče pač jaz delam na ta način najprej statične,
kot del ogrevanja, potem pa dinamične. Aha, se pravi, v bistvu združiš v treningu boje. Tako mi ponovadi delamo najprej neke yoga asane oziroma mobility vaje, vmes stabilizacijske vaje, neke statične vaje, pa dinamične vaje, tako da se malo zbudi telo, potem pa dinamična vaja.